kristjani se nahajajo v boleznih, imajo različne težave, imajo lahko tudi hujša stanja, lahko jih zadane kakšna telesna nesreča in tako, in me zanima, na kakšen način se lahko ti ljudje bližajo Bogu, glede svojega zdravja. Ja, mislim, vsekakor je tako, a ne, Božja volja je, da vse, kar se nam dogaja, prenašamo njemu, ne, in v njegovo luč. Ampak tukaj je zdaj verjetno bolj tudi to vprašanje, ne. Nekateri kristjani se za bolezen zahvaljujejo, ne, v tem smislu, ne, mislijo, da je pač to nekaj, kar je absolutno nujno pretrpeti in konc, ne. No, tukaj seveda obstaja en problem, ne. V Svetem pismu ne najdemo tega, da bi se nekdo za bolezen zahvaljeval. Tega ni v Svetem pismu. Ne. Ja, mislim, bolezen se v Svetem pismu veliko omenja, ne. In zdaj, no, mogoče najprej dal povedati, ne, da se sam Bog se v Svetem pismu predstavlja, v Stari zavezi reče, jaz sem Gospod, se pravi Jahve, jaz sem Gospod, vaš zdravnik, prav. In prav, če boste poslušali moj glas, vas ne bo zadele nobene bolezni, ki so zadele Egipčane. Se pravi, tle je že v Stari zavezi ena taka velika obljuba, ne. Potem pa seveda vidimo v Novi zavezi Jezusa, ne, človečenega Boga, ki hodi med ljudmi in predvsem ozdravlja. Skozi neprestano ozdravlja, ne. No, in obenem ne pa vidimo, ne, da je to ozdravljenje je pa povezano z, ne, recimo unga, ki prinese na nosilih, ne, skozi streho, ne, Jezus namreč odpuščeni so ti grehi, ne. In pač ja, tukaj tudi cel škandal nastane, ampak tle je ena poanta je tukaj, ne, Jezusa v bistvu skrbi človeški greh, ne. Obenem se pa tle pokaže, da greh pa bolezen sta nekoliko povezana, ne. Zdaj tle moramo paziti, ne gre zdaj za čisto tako banalno vez, ja, ne vem, jaz naredim nekaj narobe in potem zato zbolim. Ne, tukaj zdaj moramo tudi vedeti, kaj greh sploh je v Svetem pismu. Greh najprej ne pomeni raznih moralnih prestopkov, ne vem, kraje, umor, prešuštvo, ampak greh pomeni človekovo odtujenost od Boga. In to pa je seveda problem, ki ga ima celo človeštvo. In bolezen je posledica tega, da smo daleč od Boga. V Božji bližini ni bolezni in ko bo enkrat Božje kraljestvo dokončno prišlo, ne bo bolezni. In tudi, Okay. ja. A bi to lahko pomenilo, da ljudje, ki zbolijo, imajo večje grehe ali pa bolj... Ne pomeni, da imajo večje grehe, ampak obratno. Mislim, da je tako, ko zbolimo, nas Bog hoče spomniti na našo grešnost, bom tako rekel. Ne? In je prilika, da nam Bog posebej reče, no, ne vem, Matjaž, Simona, zdaj je čas, da razmisliš in da prideš bližje k meni. Ne? Ker zdaj v Božji bližini so bolezni ukinjene, ne? In to je pač izkušnja mnogih božjih ljudi. Ne? Saj praviloma je tako, bom rekel. No? Ne bom rekel, da je čist zmeri absolutno. Imamo tudi Pavlov primer, ne? A je to... Ali pa imamo primer Nika Vujčiča danes, recimo. Ne? Božjega človeka, ki ima izredno hudo telesno hibo, ne? Nima udov praktično nobenih. Ne? In on mol za ozdravljenje, on celo mol za druge ljudi, pa drugi ozdravijo. Ampak sam je pa tako, kot je. No, ampak tle moramo zdaj paziti, da ne zamenjamo izjeme s pravilom. Ker zdaj ena stvar pa je, ne, prav zdaj mislim, lahko bi zelo dolgo govorili o tem, ampak v Svetem pismu je zelo jasno eno mesto na koncu Jakobovega pisma in ga bom kar prebral. Če je kdo med vami bolan, tako v 5. poglavju, konc 5. poglavja, če je kdo med vami bolan, naj pokliče starešine cerkve, prav? In naj nad njim molijo ter ga v Gospodovem imenu pomazilijo z oljem. In molitev vere bo rešila oziroma ozdravila bolnika in Gospod ga bo okrepil, če je storil grehe, mu bodo odpuščeni. Zato izpovedujte grehe drug drugemu in molite drug za drugega, da boste ozdravljeni. Tukaj ta tekst, kako kot vse Jakobovo pismo, ne, zelo preprosto reče, če je kdo bolan, naj mol,
Ja, lahko so grehi tle, ampak bodo odpuščeni, ker pri Bogu je odpuščanje, očiščenje od greha in zato je tudi pri Bogu zdravljenje. Se pravi, ja, Bog, to je svetopisanski nasvet. Svetopismo svetuje, ko si bolan, preteč k Bogu, poklič brate pa sestre, poklič mogoče ljudje, ki so malo naprej, kot Jezusovi učenci, ne molijo zate, ne te mazilijo z oljem. Bog ti želi odpustiti grehe, Bog te želi imeti pri sebi in Bog te tudi želi ozdraviti. To se mi zdi, je pravilo. Ja, imamo pa potem izjeme. Ne? Recimo Pavlov primer je primer, ko je Bog Pavlu dal posebej velika razodetja in potem mu je dal nek trn v mesu, ki sicer ne vemo točno, kaj je, ampak lahko da je to bila neka bolezen. Ampak tle moramo tudi videti, ne? Pavel ni rekel, hvala Bog, zahvaljujem se ti za bolezen, hvala, ker lahko trpim, delč od tega. Pavel piše, je 3krat molil, da mu Bog to vzame. In kdaj je Pavel nehal moliti? Kdaj je Pavel nehal moliti? Ko mu je bilo razodet, ko mu je bil dan odgovor. Tako, se pravi, Pavel je molil proti bolezni in je molil in je molil in je molil. In na neki točki je dobil direkten odgovor od Jezusa, ki mu je rekel, kaj? Dovolj je moja milost. Ja, tako. In Jezus je rekel, ne, v tem primeru pa jaz ne bom pozdravil bolezni, ampak ti bom dal nekaj drugega, oziroma mu je dal vedeti, da je Božja milost, ki je na Pavlu, je tako močna, da v bistvu Pavel to rab, se Pavel tudi pove, da je to rab zato, da se ne bi prevzel, ker je dobil izredne darove in razodetja in tako naprej. Se pravi, no, kaj bi rekli, prvi nasvet Svetega pisma je, ko si bolan, začni moliti, pridi k Bogu. Tako kot vidimo v evangelijih, ljudje so tiščali Jezusu, ne? In pa je vprašal, tudi Jakob tle reče, molitev vere bo zdravila bolnika. Ne? In Jezus je dostikrat vprašal, a veruješ, da te lahko pozdravim? Se pravi, ne? In tudi Jezus, ko je videl njihovo vero, ko so onga dol spustili skozi streho, ko je videl njihovo vero, je rekel, odpuščeni so ti grehi. In by the way, ozdravljenje pa sem stvar mehne tehnikalije, ampak bistveno grehi so ti odpuščeni. Ne? Se pravi, ta obljuba nam je dana, no? da naj molimo, da naj prosimo, da naj se rinemo v bližino Jezusa. Ja, in seveda ob tem, ko to delamo, se mogoče bomo spomnili, da je tudi kaj ni dobrega v našem življenju. Ne? In se pravi, moramo malo pospraviti hišo, ne? Moramo pometati ene stvari stran, moramo poravnati pota, to je. Ampak lahko ni nič konkretnega. Lahko je samo tisto, kar sem prej rekel, tista splošna odtujenost od Boga, to, da živimo svoje življenje delč od Boga, ki jo Bog hoče, v bistvu, ker nam je Bog hoče malo razlom za to, da bi začeli živeti tesno z njim. Ne? Lahko doskrat je to tisto, ni en konkreten moralen greh, ampak ta naša temeljna grešnost, ta odtujenost od Boga, ki jo Bog hoče prav z boleznijo, nas hoče malo zdraviti z njej, nas hoče v bistvu posvetiti, da začnemo tesno hoditi z Jezusom. Ne? Se pravi, to je tisto prvo, ne? Da gremo in da molimo, ja, moramo pa seveda pol poslušati tudi Božji glas, ne? Ker včasih ima Bog kakšen drug plan, ne? In včasih je pač tudi bolezen čas preizkušnje, ko nas Bog talilni peči, ne? Ampak sama bolezen ni nekaj dobrega, zato se ne rabimo zahvaljivati, lahko se pa zahvaljujemo za Božjo milost in za Božjo ljubezen, ki je z nami tudi v bolezni. Ja, prav. Toliko za enkrat o bolezni.